Iskreno o smrti. Smrt kot konec in začetek nečesa novega v življenju. Smrt kot fizična smrt. In zakaj se o njej tako težko pogovarjamo? Živijo, živijo. V 32 dneh do razsvetljenja sem se odločila, da bom vključila tudi temo o smrti. In to zato, ker nas nihče ne nauči oziroma nas nihče od malega ne sooča s to tematiko, ki je tako zelo pomembna za naša življenja, ker smrt je praktično na vsakem koraku, tako kot sem rekla, nekaj se zaključi, nekaj novega pride, Ni nujno smrt kot samo fizična smrt, ampak tudi, ko zaključujemo neko obdobje v naših življenjih, ko želimo iti naprej in moramo staro spustiti, se pravi, da staro v nas umre, Tudi to je ta smrt. Šamani pravijo, da si smrt vzemi kot svetovalko, kar je meni zelo, zelo všeč. Oni rečejo, da smrt je vedno na tvoji levi strani, nekako kot neka svetovalka, ves čas je tukaj prisotna, nikoli ne veš, kdaj bo prišla po tebe. Obenem ti pa pomaga ne zgubljati časa. Naprimer, nekaj si želiš, nekaj želiš ustvariti, nekaj želiš narediti in te je strah. Jaz vedno potem pomislim na smrt, saj sem v enem videu že o tem govorila, pomislim na to, kaj bi mi bilo žal na koncu življenja, če bi imela ta čas, da se prej sprašam, za čem bi mi bilo žal, da nisem naredila. In potem se kar takoj postavim, a bi mi bilo na koncu življenja žal, se pravi, ob trenutku smrti, ja, bi mi bilo, in potem to naredim. Recimo, če se težko odločite na podlagi neke intuicije ali pa nekih notranjih procesov, potem si lahko pomagate z smrtjo kot svetovalko. To se mogoče čudno sliši, ampak to samo v naši kulturi, zato ker se o tem ne govori. V drugih kulturah govorijo o tem, se soočajo s tem, slavijo v bistvu tudi na koncu nekoga, ki je naredil prehod. Sploh pa tudi lahko zdaj že veliko video pogledate ljudi, ki so imeli bližnje srečanje s smrtjo. In prav vsi povejo, da je ta prehod krasen, da je na drugi strani neka svoboda, da je ljubezen, polno ene ljubezni. In jaz vem, da je z namenom, da te ljudje so to doživeli in da nam pridejo nazaj povedati, da se nimamo česa bati. Seveda je pa zelo veliko odvisno od tega, česa vsega se kot ljudje v tej človeški obliki oklepamo. Veliko ljudi se oklepa materialnega sveta, denarja, nepremičnin, premičnin, zlata, diamantov, delnic, oblek, ni da ni, mogoče tudi ljudi seveda, so zelo navezani na nekatere ljudi. In potem, ko naredijo ta prehod, je v bistvu toliko težje za njih. In zato jaz pač pri sebi zase delam te odvezave ves čas, že vsa ta leta, ker se mi zdi zelo pomembno, rada bi šla iz tega sveta nenavezana na nič, in rada bi naredila zavestni prehod. To sem govorila v prvem videu o razsvetljenju, ko je bila to moja osnovna namera, se pravi, da bi v trenutku smrti jaz lahko svojo zavest potegnila čez, torej zavedno, ne da se ugasnem, pa da potem pač kot duša seveda naredim prehod, ampak ni tega zavedanja, in si to zelo želim. Zdaj, če mi bo uspelo ali ne, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Je pa res, da vidim, da veliko stvari, če bi želela ta prehod narediti, moram v bistvu pregledati celo svoje življenje in to tudi delam z rekapitulacijo in si v bistvu se odvezujem od nekaterih dogodkov, ljudi, občutkov, ki so povezani s tem dogodkom ali dogodki oziroma izkušnjami v mojem življenju. Zato, ker bi bila rada fluidna in lahkotna. Pa ne samo, da to delam za na konec, za to smrt oziroma ta prehod, ampak že zato, ker v življenju mi je veliko lažje, če jaz določene stvari spustim.
Seveda sem nepopolna in sem skozi na poti učenja. Zavedam se, da se bom do konca učila in da to ne moreš narediti kar samo naenkrat in to je to, ampak da delaš v bistvu celo življenje. Predvsem pa, da ta pogled spreminjaš. In zdaj ta fizična smrt, toliko hudo, toliko nam je težko se o tem pogovarjati, o fizični smrti. Joj, pa nekdo umre, pa ti je težko. Ljudje umirajo vsak dan. Umiramo tudi simbolično. In dajmo si čas, oziroma ko ti bližnji te zapustijo, dajmo si čas za žalovanje. Ker lahko se zavedamo, seveda, da vemo, da je na boljše šel, sploh če je bil bolan, da so stvari zdaj za njega drugačne ali njo, ampak vseeno nas je oseba zapustila, in možno je, da se mi nismo uspeli posloviti od nje. Jaz sem izgubila letos prijateljico, marca, pa sploh nisem vedela, da je imela raka. To je bila moja prijateljica od rojstva. In sem že z njo vzpostavila kontakt, preko Barbare tudi, preko še ene druge punce. In sama sem jo tudi sanjam, In kar me najbolj boli, je to, da se nisem uspela posloviti od nje. Da mi ni povedala, sem jezna na njo. In sem mi tudi povedala, da sem jezna na njo. Čeprav razumem jo, ful jo razumem, res razumem jo, v bitje jo čutim, v srce jo čutim. In vem, zakaj ni povedala, vem, da ni mogla in mi je to kristalno jasno, ampak en del mene je pa seveda še vedno žalosten. In si dovolim to. Dovolim si, da že žalujem, evo zdaj, ko o tem govorim, nisem niti pričakovala, da me bo še tako zadelo, ampak nisem uspela iti na grob, ker mi še ni do tega. Pogreb je imela namreč v ožjem družinskem krogu in mi je ful težko to sprejeti. V bistvu tisto, ko priješ tja in točno veš, da to je to, ime je tam napisano in to je to. Tako da vsekakor je to posledica tudi tega, da mene noben ni pripravljal na smrt, noben mi ni govoril od tega. In je seveda potem vedno to šok. Tako da se zdaj zelo veliko izobražujem v zvezi s to temo, oziroma berem, poslušam videe. Tudi šamani so iznašli sanjanje, da s svojim energijskim telesom lahko potuješ. Oni sicer ne govorijo nikoli o smrti kot take, oziroma o tem, da se povezujejo z ljudmi na drugi strani, tako prav konkretno ne govorijo, mogoče zelo malo. Ampak možnost se je povezati, in možno je komunicirati z njimi. Vse to je možno, Na srečo imamo medije v Sloveniji. Moja prijateljica Barbara Pust-Velikanja, ona je močen medij, zelo močen. Jaz sem pri njej naredila zdaj ta tečaj medijstva in je res zanimivo, kako, kaj vse je še možno, kako, kaj vse je možno. In tudi pri tej moji prijateljici, zdaj vidim, kako gre to po fazah, ko sem v stiku z njo, kako je bilo na začetku, in kako je zdaj, kako njena duša napreduje, kaj se z njo dogaja. Ful je zanimivo to opazovati, ker niso vsi ljudje zavestni, ne naredijo vsi prehoda, pa ne mislim za njo konkretno, ampak na splošno,
ne naredijo si nekega takega prehoda, nekdo se zelo oklepa, ne. In mediji na tej strani so tukaj zato, da pomagajo tem ljudem, da naredijo te prehode, ker so navezani na ta fizični svet, ker jaz sem vprašala Barbaro, pa zakaj mi je treba pomagati? Niso na drugi strani neki mojstri, entitete, kakorkoli, ki tem osebam potem pomagajo? Rekla, da ne, da so toliko navezani na fizično, ne, da dejansko ne morejo spustiti, oziroma ali pa ne znajo spustiti, ne, in jim je treba pomagati, ne. Ali pa je treba jim se pogovoriti z njimi v smislu, da se jim odpusti, ali pa da nekaj, kar oni v tistem trenutku rabijo, da grejo naprej, ne. In tudi jaz sem vedno mislila, da so ljudje, ko naredijo prehod, da so v svetlobi potem, ne. Ni nujno, da grejo takoj v svetlobo, nekateri rabijo kar precej časa. Ena zelo dobra knjiga je Med smrtjo in življenjem od Dolores Cannon, ona je že sicer umrla tudi, no, ampak je bila strašna hipnoterapeutka in je napisala to knjigo in res tako opišejo. Njene stranke so v bistvu vse to opisale, povedale, kaj se tam dogaja in se tako vse nenormalno povezuje, ne? Vsi so govorili o istem, podobnem, malo z drugimi besedami, ne? In ja, lahko da človek, ko preide na drugo stran, ne, nekako je mogoče v isti hiši vse podobno, zato ker nima tega zavedanja, da ga ni več, da je že umrl, ne, tako. In potem imaš druge, ki grejo zelo hitro v svetlobo naprej, ne. In tretje, pač, oziroma nekaterim pač je treba pomagati, ne, da grejo, da naredijo ta prehod, ne. In mi smo tej moji prijateljici zdaj že tudi pomagale, zdaj moram spet se kdaj povezati z njo, da vidim, kje smo, če so vsi njeni delčki odšli naprej. Sem se pa zadnjič tudi z mojim preminulim očetom pogovarjala, no. In mi je tudi povedal par stvari, ne, njega ni že 21 let, 22. In je v svetlobi, ne, že, in tako res je rekel, da mi pomaga, da je zraven mene, da me podpira in mislim, pač, da je tukaj, ne, in da naj se pač povezujem z njim, ker meni je bilo zaradi določenih, ne vem, zamer in tako, ne. Nisem dolgo časa se mogla sploh z njim povezati. No, in sem zelo vesela, da je naredil že prehod in da mu je lepo, no, da mu je lepo. Je, da se že v telesu spet, no, ne vem, verjetno rabi še kakšno izkušnjo, ne. Tako da, ja, smrt, dajmo se več o tem pogovarjati, naj to ne bo tabu, no. Naj ne bo tabu, pa naj ne bo zdaj, da jo kličemo, ne. Ampak smrt nam lahko, zavedanje o našem koncu, ne, nam lahko pomaga, da tudi neke stvari prej naredimo, da jih speljemo v življenju, ne. Ne, da si potem očitamo in tako, ne, ker to prihaja samo pol do bolezni, ne. Fajn je, da si mi izpolnimo te naše želje, notranja hrepenenja, ne. Zdaj ponavadi ta notranja hrepenenja niso nikoli vezana z materialnim svetom, ne. Ljudje si več ali manj želimo miru, želimo si povezanosti, želimo si stabilnosti, želimo si ljubezni do sebe, želimo si povezave, želimo si smeha, radosti, takih druženj, ne. Okej, te materialne želje pridejo, ampak ne, to ni tisto, kar nas bo v celoti zadovoljilo, ne. Denar je vsekakor pomemben, o tem bom govorila v drugem videu, ampak dejansko nas izpolnjuje to, ne, tukaj ta polnost, da smo srečni, da mogoče opravljamo delo, ki nam je všeč, ne. Ali pa imamo vsaj take hobije, ki so nam všeč, da se podpremo, da živimo sebe, no, da živimo sebe. In zdaj smo v tem ciklu, ne, ali pa bom jaz za sebe govorila, ne bom rekla spet, da smo vsi, nekako vidim, poslušam moje prijateljice in prijatelje in kar se pogovarjamo, je ta cikel, ne, da se staro zaključuje in prihaja novo, da ne vemo še, kaj je to novo, da se iščemo, da se spoznavamo še globje, ne. In zavest o smrti lahko zelo pripomore k temu, ne. Smrt ni nekaj, kar bi se ga mogli bati, ne, ampak vsi se jo bojimo, ne. Smrt je
Smrt je naša učiteljica, naša svetovalka, tako kot pravijo šamani. Tako da, ja, dajte si pogledati kakšne videe, zelo veliko je teh obsmrtnih izkušenj. Preberite si kakšne knjige, no. Malo več, da imamo malo več tega razumevanja, no, da nismo tako zaprti hudo, a ne. In da slavimo življenje tistega, ki je pač odšel, da se poslovimo od njega. Zdaj, če se nismo uspeli fizično, tako kot se jaz nisem uspela, se potem v duhu poslovimo, prižgemo kakšno svečko in se spomnimo lepih stvari. Se pogovorimo z njimi, če je potrebno, ne. Zato imamo določene ljudi. Jaz to zdaj še ne delam, ker sem se glih naučila, tako da bom naredila samo tako s kakšnimi prijatelji, znanci. Ja, tako da povadim malo, ampak ja, si želim, da bi bilo več tega zavedanja o smrti, da ne bi bil to tabu. Ja, in da naredimo zavestne prehode, a ne. Da se pripravljamo, v bistvu se lahko pripravimo psihično, čustveno, a ne. In tam nas tako čakajo na drugi strani, a ne. Nas čakajo, ko je čas, ko je naš čas, nas čakajo in nas pospremijo lahko zelo na lep način, a ne. Seveda pa so tukaj vmes še bolezni, a ne. Ta strah je tudi močen pred boleznimi, pred trpljenjem, a ne. Baje, da v teh zadnjih trenutkih, ko so bolečine hude, da duša tega ne čuti več, oziroma da ti ne čutiš več tega, da duša nekako že se malo umakne. To piše v tej knjigi Dolores Cannon, tudi pri teh nesrečah, da se nekako duša že prej dvigne iz telesa, da ni nekega hudega trpljenja, no, tako da, ampak ne vem, to sem prebrala in tako nekateri tudi povejo, tako da ja, so zanimive te tematike, absolutno potrebne, da se o njih pogovarjamo, da jih razsvetljujemo in da se zavedamo. In da s tem, ko se zavedamo konca, da s tem še toliko bolj živimo sebe, živimo življenje, ki nam je dano, smo hvaležni za vsak trenutek, tudi če je slabo, tudi če je težko, tudi če se vse mogoče dogaja, ker smo dovolj močni, da gremo čez to in da sebe izpolnimo v celoti še v tem življenju. Ja, lepo vas pozdravljam, lepo se imejte, se vidimo v drugem videu in se vidimo. Ne vem, če vmes je nekaj prišlo, ampak čau, čau.